Apostol Peter je tudi v našem imenu izpovedal: Gospod, komu pojdemo, ti imaš besede večnega življenja. Tako se danes s svojimi prošnjami tudi mi zatekamo Gospodu. Gospod, razsvetljuj nas z lučjo Svetega Duha, da bomo spoznali Tvojo voljo in se odločali zate. Gospod, podpiraj zakonce in starše, da bodo v noči sakramenta Svetega zakona posvečevali zakonsko in družinsko življenje ter vztrajali v medsebojni zvestobi do konca. Gospod, naj tisti, ki trpe zaradi neozdravljivih bolezni, najdejo pomoč in najzvestejšega prijatelja v Tebi, ki jih nikoli ne zapustiš. Za domobrance, ki so žrtvovali svoje življenje za dom, vero in domovino, da bi njihov zgled v nas pobudil spoštovanje do teh vrednot. Za cerkev, da bi trpljenje in preganjanje njenih pastirjev v našem narodu pobudilo nove duhovne poklice. Za nas, kristjane, da bi prizadevanje za resnico pripeljalo do sprave v našem narodu. Prosimo še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Gospod, trdno verujemo in vemo, da si ti Kristus, Božji sin. Zato te prosimo, ne dovoli, da bi naša vera pomagala v preizkušnjah. Uslišite naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.